tako sklepam, da smo v živo. Lepo pozdravljeni na našem drugem spletnem klepetu. Jaz bom potem vas vse zelo lepo povabila, da si mogoče vklopite kamere in da si kasneje potem vklopite tudi mikrofone, ker bi si želeli klepeta. Klemen je pripravil že prejšnjič par vprašanj in bo tudi danes lepo odprl temo. Jaz bom pa na začetku samo par logističnih zadev, toliko, da vas obvestim, da naš naslednji spletni klepet ne bo 28.10., ampak 4.11., ker smo seveda vmes ugotovili, da so pač počitnice, tako da ga prestavljamo. Sicer bo pa od jutri naprej na naši spletni strani tudi posodobljena časovnica, tako da lahko za vsa potem nadaljnja vprašanja oziroma tudi za neko to časovnico, kdaj in kako se bo kaj dogajalo, si boste lahko tudi tam pogledali. Do srede imamo še vedno odprto glasovanje za naslednjo knjigo. Jaz sem ravnokar preverila, vodi Kremeljski mag, bi vas pa pač pozvala, dajte do srede še glasovati za tisto, ki se vam zdi najljubša, in potem ugotovimo, kaj beremo v drugem krogu in najavimo. To se pravi časovnica, da ponovim, naslednjice bomo dobili 4.11. In do takrat bi si nekako želeli, da bi tudi potem že poskusili dijaki, tisti, ki vas to zanima, ustvariti en svoj odziv, nek poskus ali literarne kritike na kateremkoli kanalu. Lahko naredite to na YouTubeu, lahko to naredite na naši spletni strani pod zavihkom kritike, lahko nam tudi na mail pošljete kakšen svoj odziv, ker bi si želeli potem 4. novembra na tem spletnem klepetu pa že malo se tudi pogovoriti o tem, kakšne recimo odzive smo dobili. Klemen bo pa tudi potem vmes povedal, kaj nam on še pripravlja kot neko spodbudo posneto recimo na tematiko teh zadev. Pa še ena stvar, še 2 dni, to se pravi do konca glasovanja, do 16., to se pravi do srede, lahko še vedno kupite anomalijo v knjigarnah Mladinske knjige ali pa najemki z 10% popustom. Zdaj pa jaz bom zelo vesela, če si boste vklopili mikrofone pa prižgali kamere, da se malce vidimo. Vas takole lahko pozdravim. Pozdravljeni Katja, Špela, Ana, Marija, Nana, Alenka, Karmen, Dunja, Janja, Živa, Aljaž, Hana, Rebeka, Ana in tako naprej. Strašno srečni bomo, če boste nekako se nam pridružili, pa če boste imeli kakšno vprašanje oziroma se želeli pridružiti klepetu, vklopite mikrofone, pa mogoče potem vendarle malo klepetamo. Klemen, upam, da nisem ničesar pozabila. Če ne, me opomni, sicer ti pa prepuščam besedo. Ne, mislim, da ne. Dober dan vsem, jaz Klemen, učitelj slovenščine oziroma književnosti. Jaz se pridružujem želji najprej za kamere, da se vidimo, da se slišimo, ker imam kar tako eno tako otvoritveno vprašanje, povezano z anomalijo, pa nasploh povezano z literaturo. Najprej bi rad, da bi se drug drugemu predstavili, če se da na kratko, in sicer zelo literarno, če bi se lahko vsak predstavi svojim najljubšim literarnim junakom ali junakinjo. Dvojnik, kdo bi bil vaš literarni dvojnik, če bi ga lahko izbrali? Zdaj vmes, ko razmišljate, ko vklapljate kamero, če se da, bom jaz povedal za svojega, pa tudi zakaj, pa ostale tudi prosim. Tako, pač nekaj sekund vsak pove, da se malo spoznamo, pa da malo odpremo to temo dvojnikov. Vaš literarni dvojnik, če bi imeli možnost, Katja odkimava, to pomeni, da se je spomnila. Ja. Ne, toliko jih je, da enostavno jaz se bom takole predstavila. Mislim, ko poslušam to vprašanje, pa včasih berem v delu, s katerim avtorjem bi šli na večerjo in o čem bi se pogovarjali. Ne upam si pomisliti, ker jih je toliko, da ne bi prišla. Mislim, sem malo bolj usmerjen, ker smo ravno o anomaliji govorili. Kdo bi bil tak dvojnik, ki bi si želeli, da bi bil on? Ne toliko večerja, kosilo, teh je več.
To bom pa morala priznati, da tega romana nisem prebrala. Danes sem se Aha. pridružila čisto takole po naključju iz radovednosti, da vidim, kaj se v tem bralnem klubu sploh dogaja in kako se dogaja. Tako da Okej. tukaj pa ne morem sodelovati ta No, damo trenutek. še Žal malo mi je, časa. kdaj drugič, ja. Ja. Jaz bom povedal enega svojega, ki je v bistvu Harry Potter moje mladosti. To je bil Krabat. Včasih se je to zelo bralo. Krabat je pravzaprav ena stara ljudska pripovedka lužiških Srbov, iz katere potem izhaja tudi Faust in na koncu koncev tudi Harry Potter. Šlo je namreč za enega izgubljenega dečka, ki je po hudi 30-letni vojni taval po gozdovih in našel en tak na videz zapuščen mlin, ki se je pa izkazal, da gre v bistvu za čarovniško šolo, ene vrste Bradavičarka v tistih časih. In on je postal en izmed učencev. Hkrati je pa ugotovil, da vsako leto nekdo umre. Namreč mojster ga žrtvuje, zato da lahko on živi nesmrtno. In zdaj je v eni taki zanimivi igri, lahko preživi samo, če se ne pokaže kot najboljši učenec. Namreč malo ugotovi, najboljšega učenca vedno mojster ubije. In hkrati, če želi mojstra res premagati, kar na koncu žolkvarnik ga, se mora odreči vsej tej moči. Ne sme postati tako kot on, ne sme prevzeti njegove moči. In to me kot otroka že navdušilo. Jaz bi šel takoj v to šolo, jaz bi postal Krabat. Potem sem popolnoma razumel Harry Potterja. Ja, pa tako da Krabat, če boste kdaj brali, zelo priporočam, roman je napisan tudi film je posnet, torej en tak čarovnik, ampak slovanski in stari. Bi lahko kar lahko po imenih malo. Dunja vidim, tukaj imate kakšnega takega dvojnika, v katerega čevlje bi stopili? Mislim, ja, živja, jaz sem Dunja, prihajam iz Idrije. Zbrala pa bi eno Judith Duarte iz mojih najljubših knjig, oziroma trilogijo Okrutni princ, ker se mi zdi, da je ona taka, pač ona se res nikoli ne preda in to mi je pri njej toliko všeč in jo res ful spoštujem. Dvojnica, ki se ne preda. Lahko še enkrat avtorica in lik? Avtorica je Holly Black. Ja. Trilogija se pa imenuje Okrutni princ. Ok, se ne predamo. Hvala, Dunja. Špela? Hvala. Mikrofon, ja. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz sem pa tukaj čisto v drugi vlogi, ker nisem dijakinja, ampak je tukaj le nekaj mojih dijakinj, vsaj upam, ne. Ampak vseeno bo dobrodošlo. Ja, se pravi, kateri literarni lik bi me najbolj predstavljal, je zelo težko, zato ker jih je v vsakem obdobju malo več. Odvisno pač od obdobja. Ampak eden tistih, ki se mi je najbolj vtisnil v spomin, je bila seveda Matilda. Potem malo kasneje Elizabeth Bennet v Prevzetnosti in pristranosti. Samo potem sem se začela spraševati, ali želim, da me drugi tako vidijo, ali se jaz sama tako vidim. Tako da mogoče v zadnjem času pa še najbolj pride v poštev lik iz knjige, iz romana Sprehajalec knjig. Glavni lik, ki je ostale ljudi videl kot literarne like iz drugih del in si jih tako zapomnil. Tak meta junak. Ja, tak meta junak. Tako da se mi je meni najbolj vtisnil spomin, pa včasih tudi potem, ko srečujem druge ljudi, si predstavljam, kateri literarni lik bi bili pa oni. Ja, to je zanimivo. Klemen, jaz moram majčkeno prekiniti, ker sem se zdajle spomnila. Mi to srečanje snemamo in to srečanje bo objavljeno, tako da če bi kdo res ne želel kakorkoli, da se pojavi na posnetku, potem pa moram to povedati, mi je zelo žal, pozabila sem na začetku sam to, da ne bo kakih nesporazumov. To pa je, oziroma če se ne želi mogoče predstaviti z najbolj iskrenim literarnim junakom. Tudi. Da ima kakšnega v rezervi. Ja. Evo, hvala, Špela. Nana? Ja. Nana Rozman, slišimo? Ja. Jaz pa ne vem, mogoče bi rekla Silja iz Sedem mož Evelyn Hugo, ker se mi zdi zelo tako, ne vem, zdi se mi tako dosti sproščena, pa da se ne sekira preveč tako vnaprej glede stvari, kar bi rekla, da je dosti res tudi zame. Tako da, ja. Okay.
Taka fajn izbira. Jaz bom tiste, ki imajo za zdaj vklopljene kamere, povprašal, to bom vzel kot znak, da lahko, ampak ne bi rad, da bi se zdaj kdo izklopil, ker potem bomo naslednje vprašanje in se lahko še kdo pridruži, več teh vprašanj. Takole, Janja Majcen. Jaz vem kar po vrsti, kot mi fotografije kažejo, tako da ne boste mislili, da imam kakšen nenavaden kriterij. Ja, samo mikrofon. A ne deluje dobro? Aha, no potem bomo pa za prihodnje ostalo, če ne bo. Zdaj se potem javite, če boste odkrili, pa bom še vprašal. A zdaj pa je. Ja, deluje, evo. V redu. Janič, tudi v različnih obdobjih zelo različni junaki. Meni je bila pa najbolj všeč v otroštvu Momo od Mihaela Endeja. Ja, ker je res ena taka dobra duša, ki rešuje svet. Po drugi strani mi je všeč tudi Andrej Bolkonski iz Vojne in miru. Ja, bil je pa tudi čas, ko mi je bila seveda zelo, zelo blizu Ema Bovary. Nekaj sem še čakal, jaz sem tudi začel s tem, da je junak ponavadi istega spola, kar pri literarnih likih sploh ni nujno. Ne, zdaj jaz sem tiste starejše generacije, ko je pravzaprav bilo zelo malo literarnih junakinj in glede na to, da sem rasla ali pa zorela z književnostjo bolj kot v živo v družbi, sem imela s tem kar malo težav in sem bila vedno žalostna, ker razen Pike Nogavičke pa Momo v bistvu ni bilo literarnih junakinj, ne. Matilda še prej omenjena. Ja, tako da gremo. Jaz recimo tudi glavna junakinja je Ziger Lakot, takoj bi bil. Takole, hvala. Aljaž? Izvoli. Ja, a se me sliši? Odlično. Super, no jaz bi po moje izbral Don Quixota iz istoimenske knjige, ki mogoče čeprav ni najbolj brihtan, se zmeri za to, kar verjame 100% potrudi, in da temu vse, tako da to se nekako poveže z mojimi lastnostmi, bi rekel. Hvala, prav to sem hotel, ker sem videl, da bojo nenavadne izbire, ampak da imate zelo dobre razlage. Seveda. Ja, tako, hvala. Hana? Živjo, upam, da se mi sliši. Ja, dobro. Jaz bi pa rekla, ta junakinja mi je zelo pri srcu. Je iz knjige Četrto krilo, po mojem veliko tlele punsko, tudi rada bere Fourth Wing, se imenuje po angleško, od avtorice Rebeke, sigurno točno priimka, ki si ravno ne berem. Meni se zdi, da je ta karakter, ta Violet, ko je ime zelo močna, zelo pripravljena za akcijo in bi rekla, da sem tudi jaz podobna, tako prejemljive in vse. Hvala. Anja, Hlebanja? Ja, dober dan. Jaz sem tudi tukaj v vlogi profesorice. Mislim, da je samo ena dijakinja prišla, zdaj dvema sem še pisala, ampak mogoče ste zgrešili. Ja, jaz se pa trenutno najbolj navdušujem nad knjigami Peščeni planet. Sem že vse 4 prebrala. Mi je zelo všeč odkrivanje novega sveta, potem pa vedno ta karakter, ki dobi moč, oblast in potem enako, tako kot vsi naši predhodniki, izrabijo to in postanejo slabi, Daj človeku oblast in spoznal boš, kdo je. To se pravi ta glavni junak, ki je več imen ima. Paul Muad'Dib. Muad'Dib, ja. Tako je, on je kar na preizkušnji, kar se moči tiče. Ja, v bistvu zgodovina se ne ponavlja, ampak se nadaljuje. Tako je, hvala. Tako je, toliko je za zdaj, jaz vidim slik. V tem drugem krogu bi šel mogoče tudi vprašati koga, ki nima kamere, pa
pa bomo videli, kako se bo obneslo. Govorili smo o dvojnikih. Ta roman Anomalija izpostavlja prav dvojnika kot eno iz takih pomembnih literarnih momentov. Ne vem, če ste gledali moj posnetek, kjer govorim o dvojnikih. A imate mogoče kakšen svoj odgovor, zakaj se v sodobni literaturi ta tema, pa sodobni kinematografiji, tako zelo ponavlja? Spravi, da se v isti knjigi, v isti zgodbi, v istem filmu dobita dva lika, ki sta si, oziroma ne dva lika, pravzaprav gre za en lik, ki ima več podob. Gre v bistvu za en izvirnik, ne gre za dvojnika, v tem smislu njegovo kopijo, ampak gre prav za njega samega, ki sreča samega sebe. Tudi tisti, ki niste brali, verjamem, da bo to dovolj razumljivo. Torej, zakaj, a imate mogoče kakšno razlago, zakaj se to v sodobnosti tako zelo pojavlja? Zakaj tega mogoče prej ni bilo? Oziroma, če je bilo, v kakšni obliki je bilo? Aljaž, imaš kakšen odgovor? Zdaj za to, koliko je to prej bilo, se ne spoznam toliko, no vsaj ne spomnim se kakšne take klasične knjige, v kateri bi to prebral, ne? Ampak jaz mislim, da že sam ta tema dvojnikov in to pride sam iz tega, da se avtor oziroma nasplošno človek hoče v bistvu sam sebe nekako pogledati, se pravi na noter, ne? Se pravi neka introspekcija, ne? In v bistvu najlažji način v pisanju za to narediti je, da predstaviš nekega lika, ki je v bistvu isti kot on, ne? Se pravi, da ne rabiš pisati nekih njegovih notranjih misli, ampak da pač samo predstaviš nekega lika, ki sta enaka in lahko pa tudi dialoge in to. Ja. En motiv, pomemben je, ali jaz sam ponovim, če sem prav razumel, je najlažji način, kako spoznavamo samega sebe, je, da se srečamo. Da se ta notranjost postane neka zunanja oblika in se potem z njo srečamo in se tako bolj spoznamo. Prvi razlog bilo, to je najboljši način ali pa kako spoznati samega sebe. Ja, še kakšna? Zdaj bom tako vprašal, kaj pa je pomembno za vsako zgodbo, da jih sledimo? Kakšnim zgodbam radi sledite? S kakšnimi zgodbami, tudi pri pouku ali pa nasploh, ko greste po knjigo, zelo težko ostajate? In tak avtor, recimo, ki je tak zahtevnejši. Dunja, izvoli. Torej, meni se zdi, da za vsaj te mlajše generacije, ki so, imamo se prav ful nizk ta, pač, koliko cajta smo lahko zbrani, in zato zmeri se mi zdi, da potrebujemo tudi v šoli pa v knjigah, ko jih beremo, pač neko zgodbo, ki se res veliko dogaja, pač ne, da je veliko ljudi, ki pa se hitro zmedeš, ampak tako, da pač je zgodba res zanimiva, in da jo pač ne moreš spustiti. Točno, to je zgodba mora biti napeta, zanimiva, privlačna, to je pa v sodobnih generacijah seveda še potencirano, bi lahko rekli. Jaz včasih dijakom rečem, poglejte en film iz 50-ih let, pa poglejte sodobni film in boste takoj opazili razliko že v kadriranju, kako teče en prizor. V 50-ih letih so posneli en prizor, ki traja 5 minut, na istem mestu, dva se pogovarjate in to je bilo ljudem takrat zanimivo. Zdaj zadnjič sem šel gledati en film, so zelo sodoben, franšize super junakov. Ti kadri se spreminjajo na sekundo, dve. Jaz sem komaj še sledil, ker sem malo starejši generacija. Mora biti zanimivo. Ja, in tu zanimivo so te dvojniki ustvarjajo eno posebno privlačnost. Anja, imate roko? Imate roko, Anja? Vidim, da ste roko dvignili. Ali ste pritisnili napačen gumb? Ja, pomota, pardon. Ja, okej. Bom pa nadaljeval s tem. Ja, ti dvojniki, ena od možnih razlag, če še kdo, ki bi želel povedati, oziroma ena taka najbolj verjetnih je, da ustvarijo nekaj, kar literatura dela že od samega začetka. Namreč treba je ustvariti takoj na začetku eno napetost. Najprej imamo glavnega junaka, ki je seveda ponavadi dober, in ta glavni junak se mora z nekom spopasti. To je njegov nasprotnik. S tujko rečemo antagonist in protagonist. Protagonist glavni junak in antagonist anti, tisti, ki mu nasprotuje. To je vedno potrebno. Ko ste začeli z literaturo, imamo Gilgameša in Giduja, Ahila, Hektorja. Kaj pa pri Don Kihotu? Evo, bom vprašal. Kdo je pa tam nasprotnik? Aljaž, kdo je tam? Ja, zdaj
tam pa ni nekega jasnega, dejansko definiranega, se pravi, antagonista, ampak se v bistvu Don Quixote nekako bori sam s sabo, ne? V bistvu s temi svojimi lažnimi prepričanji, no, čeprav on tega še ne ve. Tako je, ampak bom še nekoga ima. Kaj pa Sancho Panza? Mislim, zdaj ne vem, če bi to lahko rekel kot antagonist, glede na to, da ne deluje lih aktivno proti njemu, ampak v bistvu mu nekako pomaga spoznati resnico, ampak glede na njegova prepričanja mu je nekako nasproten, ne? Tako da v bistvu bi lahko tako rekel, imate prav, ja. Tako posplošeno bi lahko rekel med idealizmom in realizmom, takim pragmatizmom. Tako da ti antagonisti, nasprotniki imajo lahko zelo različne oblike. Jaz tam posnetku dam Harry Pottera, seveda ima svojega glavnega junaka, mislim, svojega glavnega nasprotnika, Voldemorta, ampak on ima nasprotnike tudi v Ronu, pa v svojih prijateljih, ker mu dostikrat ali nasprotujejo, ali kako drugače ga spravijo v škripce in on mora potem se kar krepko potruditi. Zdaj, ko ste omenili svoje glavne, Dunja, kdo je glavni nasprotnik v tem delu, ki ga ti omenjaš, te tvoje junakinji? Ona je vztrajna, če se prav si zapomnil? Jaz bi rekla, da je v bistvu glavni nasprotnik v tej knjigi, to je v bistvu neka fantazijska knjiga, tako da bi rekla, da pač ona je v bistvu človeška oseba, ona je človek, živi v nekem kraljestvu, pač teh vilincev, in tam oni pač res ne marajo, ljudi, in je pač celo to kraljestvo je proti njej, in jo čisto vsi probajo ostati na tej njeni pot, ampak, kot sem že prej omenila, ona se res ne preda in ustraja, pač dokler ne dobiti za karče, V bistvu, a bi lahko rekel, da je antagonist, ona je sama proti svetu? Ja. To pa je boj, če hočemo dobro zgodbo, zdaj govorimo o pripovedništvu, v glavnem, potem potrebujemo torej glavnega junaka in potrebujemo njegovega nasprotnika. Nasprotnik je lahko v zelo različnih oblikah. In zdaj gremo proti sodobnosti pa tem identičnim dvojnikom. Namreč, takole bom še vprašal, še en korak je pred tem. Kaj pa je pomembno, da junak premaga svojega glavnega nasprotnika? Kaj je pa tisto ključno? Kaj je ponavadi ključno, da je torej on močnejši, torej glavni junak na koncu lahko premaga nasprotnika? Ni tako preprosto, da bi rekel, sam boljše orožje mora imeti, ker te zlikovci, če gledate, ne vem, Batmana in Jokerja, gledate kdaj, Batman, ne vem, če ste gledali film, ampak Joker, on ima strašno orožje, strašno bister človek je. Mnogi filmi, zlikovci so ponavadi zelo inteligentni, tako inteligentni, da se ponavadi še včasih kar raje poistovetimo z njimi, ker imajo strahotne dobre domislice. Orožje, moč ponavadi sploh ni nujno, da je na strani glavnega junaka. Bi kaj rekli, obstaja kakšna skupna poteza, kako junak premaga negativca, kaj je ključno? Tudi če se vrnemo k Harry Potterju, jaz predvidevam, da ga večina pozna. Kaj je ključno, da Harry Potter, upam, da nikomur ne pokvarim, na koncu premaga Voldemorta? Katja, vidim roko. Ja, jaz se ne bi ravno na Harryja Potterja navezovala, ampak splošno. Mislim, da je to pri precej junakih, o katerih prebiram, njihova moralna drža. Njihova notranjost oziroma njihovo prepričanje oziroma tisti nek moralni etos, v bistvu, preko katerega pač ne morejo in jih to pravzaprav žene naprej in tudi ohranja pri vztrajanju, čeprav je lahko to za njih tudi tragično, na koncu. Ena stvar, sploh se to vidi pri pravljicah, ne more zmagati lahko samo dobri in to prav posebne vrste dobrota je. On, ta pravljični dobri junak, ponavadi pomaga ob svoji poti živalcem ali pa ljudem, od katerih nima nobene koristi. Kakšnim mravljicam da kruh, pa medvedu da kruh ali pa volku. In temu na koncu preskočijo na pomoč. To se dejansko začne že v pravljicah, takšno. Tako, dobra moralna drža, dobro ravnaš tudi takrat, kadar od tega nimaš nobene koristi. Ker ponavadi, ne vem, če tretji brat gre, prva dva brata ne nahranita tistega medveda, tretji brat ga pa nahrani in ta medved mu na koncu pomaga. To je v pravljicah, ampak v literaturi je pa malce še bolj zavito.
Ja, malo bolj kruto je pravzaprav. Ja, zato sem sprašal malo pri Harry Potterju, ker je pa prav arhetipsko. Namreč, jaz se zdaj opravičujem tistim, ki niste brali, ampak tako sem, bom malo izdal, ampak vseeno. Tisti, ki ste pa brali, se mogoče spomnite, kaj on na koncu ugotovi v zadnjem delu. Da sta z Voldemortom na en način zelo povezana. Ja, mogoče kdo? A nista kao njune palice, sta sestre ali nekaj taha? Ne spomnim. Ne, on ne čuje tega Voldemorta, ker on skriva svoje dušice, bi lahko rekla tako, v različnih predmetih. Ja. Ampak en delček je pa skrit tudi v samem Harryju Potterju. In v bistvu ugotovi, da je en del tega zlobnega čarovnika v njem samem, da je on ta nasprotnik pravzaprav. In zdaj, meni tako gre vidno, ko pomislim na vsa dela, glavni junak v literaturi, pripovedništvu ponavadi zmaga, ko se zave nekega, ko premaga nek notranji svoj boj, ko premaga neki en zadržek, šibkost ali pa podobnost, ki jo ima z glavnim nasprotnikom. Najprej v njem potekajo notranji boji, ki jih mora premagati. Potem postane dovolj močen, da se lahko loti nasprotnika. Prvi boj, ki ga mora premagati, je boj v njem samem. Ko ta boj premaga, gre pa lahko na nasprotnika. A je razumljivo, upam, da ni... Da nisem povedal preveč abstraktno, ampak pri Harry Potterju se tako lepo vidi, ko ugotovi, da je delček njega, v bistvu tudi, da je sam nasprotnik in da mora v bistvu samega sebe tudi v enem delu premagati. Zato je v bistvu vsako zmagoslavje v sodobni literaturi, samo novejši, po svoje tudi žalovanje z enim delom, ki ga izgubimo. Tistim delom, ki ga moramo žrtvovati, ko premagamo samega sebe. In zdaj, evo, smo pa prišli. Jaz ne vem, Simona, ti si omenila na začetku, koliko bo trajalo. Nisem pozabila, ko smo računali nekako na šolsko uro, Tako je. Pa potem mogoče še kakšno vprašanje oziroma če bo razprava kakorkoli. Sem pa hotela pa nekaj druga vprašati čistko, koliko vas je pa prebralo pravzaprav do zdaj že Anomalijo? Ali to vendarle večina? Mogoče Rokce? Da ne bomo preveč spoilerjev, če bi karkoli. Ja, enkrat, zdaj gremo počasi proti Anomaliji, tale okvir. Tako. Ampak tisto, kar sem jaz hotel, mogoče to sem še poudarim. Jaz vem, da ob tem šolskem tempu včasih se ne bo dalo prebrati vseh knjig. Pa jaz upam, da ste videli danes pri tej razpravi, ki jo imamo, da to niti ni ključno. Da tisto, kar se bomo dostikrat pogovarjali, je, da prepoznamo ene vzorce. In Anomalija, prinaša te identične dvojnike. Ne nastopita dva junaka, ki sta ista. In hočem samo malo nazaj iti. Zdaj smo rekli, v vsakem delu spoznamo protagonista, nasprotnika, glavni junak in njegov nasprotnik. In zdaj, če gremo pa do teh sodobnih del, se pa pojavi torej glavni junak in proti njemu stopa glavni junak. Oziroma glavna junakinja in proti njej se bojuje glavna junakinja, v bistvu sama proti sebi. Zdaj odvisno, kaj je ta dvojnik ustvaril, ta dvojnik je lahko kakšen podobec ustvaril, lahko je prišlo do... Ne vem, če ste gledali film Altered Carbon, mislim, ni film, ne vem, kaj je, mislim, da Netflix. Tam recimo pripoveduje o daljni prihodnosti, kjer je našo zavest mogoče digitalizirati na en disk in potem ta disk lahko dajemo v različna telesa. In lahko se ustvari kopijo tega diska, našo zavest se kopira na dva diska in ta dva diska se da vsako svoje telo in se bomo mi spopadli samim sabo. In tukaj ni kdo smo samim sabo. Oba sva mi dva. Zakaj smo to naredili? Zdaj, če pomislimo nazaj na Harry Potterja, je en možen odgovor, ampak en možen odgovor je, s kom se je najtežje spopasti na tem svetu? Kdo je naš največji nasprotnik? Prej sem povedal, če hočemo premagati glavnega nasprotnika, moramo najprej premagati sebe. In literatura, ki danes poudarja te dvojnike, v bistvu poudarja prav to. Nekako notranjost da ven in reče, no pa se spopadi sam s sabo, kdo bo močnejši. Pa vemo, da je odgovor tako paradoksalen. Nihče ni močnejši, da so si pa enakovredna. Kako pa premagati takega nasprotnika? Kako premagati samega sebe?
In s tem se srečujejo junaki, tudi v anomaliji, ko srečajo same sebe. Jaz zdaj zgodbo za tiste, ki niste, bom samo začetek, torej letalo, ki leti iz Pariza v New York, zaradi nenavadnega dogodka na nebu, ne pade v neko turbulenco, pristane prvič, ampak čez nekaj mesecev ponovno, z istimi potniki. In seveda nastane zmeda. Predstavljajte si, da letite v New York, pristanete, pač turbulenca, seveda je grozna, potem greste domov in čez nekaj mesecev se pojavite vi, spet pridete domov. Ali pa se pridete z drugim letalom, pa ugotovite, da je vaš predhodnik, nekdo z vašim imenom, napisal čudovit roman, slaven roman, ki ga vsi berejo, recimo Anomalija. In rečete, kaj naj zdaj s tem? Tako da moje vprašanje je zdaj, eni ste brali, nekateri niste, ampak bom vprašal tako, da boste vsi razumeli. Kaj bi storili, če bi srečali samega sebe? Kakšna bi bila vaša reakcija, če bi nekdo prišel pa rekel, ne vem, pristal sem z letalom, to je moj dom, ne vem, kaj delate vi tukaj, ne poznam vas, niti oziroma vas zelo dobro poznam, in ste zmedeni, kaj bi z njim storili, bi ga, ne vem, ubili, bi ga imeli enega za v službo, en za doma. Jaz samo dodajam, ker sem prebrala tudi neke ocene na teh forumih drugih, kjer so govorili o knjigi, ne? Je ena točno to rekla, jaz zdaj sploh ne razumem te knjige, a to je zdaj en set ljudi, prvi set ljudi in te so originali in potem je pa drugi set ljudi, a te pa nisi originali. To se pravi, a so pozitivci zdaj oni, ki so marca pristali, a so pozitivci oni, ki so 4 mesece kasneje pristali, v povezavi s tem, kar si vprašal, no, kako pač. Težko nam je dojeti, da sta v bistvu dva izvirnika. Tako. Ja, kdo ima zdaj prednost? V tem filmu, ne vem, če ste gledali, še en film vam zelo priporočam, ko sem napisal film Pozaba, Tom Cruise je v glavni vlogi, oziroma v glavnih vlogah. Se veste, Tom Cruise rad nastopa v znanstveni fantastiki, to mu je zelo blizu, in to je film, kjer se, žal to moram povedati malo naprej, on pojavi v, tako kot bi rekel, kloniran, ampak tudi zavesten, ne gre samo za telo. In zdaj si predstavljate, da vas je, ne vem, 1000, ali se je kakšen problem žrtvovati za kakšno samomorilsko misijo. Niti ne, se veste, še 999 jih bo preživelo, ne. Upam, da nisem kaj preveč povedal. Poglejte si film, tudi dobro odpira to vprašanje. Film Solaris, odlično, to je zelo stari film, tudi se pojavijo dvojniki, ki jih ustvarja neznani planet, skrivnostni planet Solaris in zmede posadko. Tega je kar roman Dostojevskega Dvojnik, kjer sreča svojega dvojnika, samo da je ta precej bolj uspešen. Smene se, ja. Jaz bi imela tukaj še en komentar. Ja, da obstaja še en film, sicer ne vem, koliko je primeren za tole starostno skupino, Kljub golih pesti. Kjer je v bistvu tudi junak, ki se mora boriti sam s seboj, ampak mi tega ne vemo. Joj, koliko je to dober. Ja, tukaj pa res ne smemo kvarnika, ampak jaz mislim, da je že za to starost. Ja, en tak pa... Ja, pa pri tem se mi vedno postavlja vprašanje, kako je pa z dvojčki pa s trojčki? A je potem pač, če je kopija naslednjega poleta, ki pride, a bosta potem pač že dvojčka sta kopija drugega, a bojo potem 4, ali bo potem 6. Tam se pojavi tretje letalo, ki ga kar sestrelijo. Ja. In to kar razumem. To ne moreš in tudi eno vprašanje, ki ga imam, je, a lahko dobim vaš odgovor, zakaj ga sestrelijo? V čem je tako neznosno, da ga kar... Mogoče pač zato, ker si ne upajo priznati, da očitno obstajajo še drugi svetovi in da bi bilo treba preveč pojasnjevanj. Zato, ker smo ljudje smo malo narejeni tako, da če nečesa ne razumemo, pa če bi morali preveč pojasnjevati, potem raje uničimo stvari. Ja, kako bi se vi počutili, če bi bilo ene 5 špel? Mislim, sej po svoje bi bilo koristno, ker bi potem imeli res čas vse narediti, kar imam za narediti. Ena bi hodila v službo, mogoče, no, sej to še en film, ne. Zanima me tale notranji občutek. Ja, srečanje
tako srečati samega sebe, pa mislim, da ne bi bil tak prijeten občutek. No. To bi bolj dvojčki znali verjetno povedati. Drugače je še en film, ki bi mislim, da... Pri dvojčkih je ena pomembna razlika, da oni imajo različne zavesti. Mogoče gre za podobno telo. Sicer pa mislim, da v 80-ih je obstajal še en film, kjer se je glavni lik dupliciral, oziroma so bile 4 verzije, pa se zdaj ravno ne spomnim. 4 možje, 1 žena. Mislim, da je bilo tako naslov. Da sem pa zgrešil, ja. Kjer se pač tudi kopija samega sebe naredi, pa potem lažje vse upravlja, kar mora upravljati, in se te kopije potem med sabo dogovarjajo, kaj se je kje zgodilo. En kultnih filmov iz 80-ih je Total Recall, Popolni spomin. Arnold Schwarzenegger, tam govori o nekem navadnem, recimo, človeku na zemlji, tudi v prihodnosti se zgodi, ki se odloči, da bo potoval s turistično agencijo, ker dajo samo vsadek, spomin. In si izbere vsadek, da potuje na Mars kot tajni agent. In ko potuje kot tajni agent, mu rečejo, ne, ti si res tajni agent, tisto si prej sanjal. In na koncu 4 identitete tudi nastanejo. In mislim, da tega filma pa nihče ne more razvozlati, katera kopija je v bistvu resnična. No pa, če se pa malo vrnemo na knjige, mi je bila po zadnjem času taka zanimiva Polnočna knjižnica, kjer tudi glavna junakinja pravzaprav malo zaživi vsa svoja možna življenja. Mogoče ravno ne sreča kopije same sebe, ampak obstajajo kopije nje same še v drugih svetovih. Tako da tudi ta možnost pač obstaja, ali verjamemo v druge paralelne svetove, take literature je pa tudi kar nekaj, ne? Tako, ja. To bom jaz v naslednjem posnetku, to lahko že zdaj povem, predstavil vzporedna vesolja v literaturi. Ker zdaj pa drugo vprašanje v tej knjigi, danes ne bomo prišli mogoče naslednjič do njega, so pa še ena možnost je ta vzporedna vesolja, oziroma svetovi. To je pa mogoče povezano s tem, da si vedno postavljamo vprašanje, ali smo se prav odločili, ali bi se lahko v kakšni situaciji drugače odločili, in si nekako želimo, da bi pa obstajala ena kopija, ki bi se vedno pravilno odločala. Menda obstaja tudi tak svet. Mi vemo, da nismo v njem, se mi zdi. Moj kolega, ki je fizik, je rekel, da v bistvu vzporedni vesolji ne obstajajo, ker potem bi obstajal tudi svet, kjer bi ena kopija lahko neprestano prehajala med svetovi. In glede na to, da je ni, je rekel, da je to ena logični argument, s katerim postavljajo pod vprašaj. Ampak to je tak miselni eksperiment v vsakem primeru. Sej, ko smo že pri vzporednih svetovih, verjetno pa tudi dijaki poznajo njegovo Temno tvar, Philippa Pullmana, kjer imamo pa pač mesta, vzporedna mesta na različnih svetovih. To vam jaz kar svetujem, vsakič, da imate še kakšen tak kulj, ali pa si zapišete, zelo dobri predlogi prihajajo med tem, in ko ste videli za filme in za knjige. Hvala. Ima še kdo kakšno idejo, kaj bi storil, če bi srečal sebe? Kakšni bi bili občutki? Kaj bi bilo dobro, kaj bi bilo slabo, kaj bi bilo neznosno? Ali bi bilo pač kot srečanje z nekim... Mislim, se nekaj takih problemov je že bilo predstavljenih tudi v knjigah, recimo Sophie, a lahko kar povem, upam, da nam pravi. Okay. Pač ona je koliko stara, že 7 let, in takrat pač so še povedali, da pri tej starosti je pač še ni strah, je samo všeč, kaj je nekaj novega, nekaj isto kot ona. Pol pri starejših se pa pač že pojavljajo taki problemi, recimo pač ena je dobila fanta v tistih 3 mesecih, po je pač zanosila in po itak, da pač ne morsta pol obi skupaj živeti s tem fantom, In to je recimo tudi en tak problem, in pol recimo tista Lucy se je ful skrihala s svojo dvojnico, zaradi pač njunega sina, ker si ga pač ne morsta obi deliti, se pol se zmenita na koncu, ampak tak recimo ful bi bil problem s tem, deljenjem, ne vem, ljudi, stvari in tako naprej. Dunja, eno vprašanje, a bi bila ti prijateljica z Dunjo? Mislim, še zdaj, ko nimam dvojnico, si grem sama sebi kdaj na živce, tako da, če bi bila pa prav ena oseba, ki bi jo pa pol imela zmeri zraven, pa bi bila dobesedno jaz, bi se po moje res do konca skrihala in
ne bili, fajn. Tudi mi je zanimivo, se pravi, a bi se ujela z njo? Po moje ne. A ni to zanimivo slišati? Ja, a si kdo lahko predstavljati še navzočih, da bi bil največji prijatelj? Najboljši BBF, kako se že? Ne, BFF, pardon. Best friends forever. Kar težko, ne? Aljaž, bi prijateljeval z njim? Mislim, razumela bi se gotovo, glede na to, da bi imela vse iste ideje pa to, ne? Ampak jaz mislim, da že neka osnova za človeško komunikacijo so različne ideje, se pravi, v bistvu težko se je o čem pogovarjati, ne, če ima to oba isto mnenje, pol oba sam reči, da ja, tako je in to je to, ne. Tako da imam občutek, da bili kar dolgočasni pogovori, no, če bi se oba strinjala. Aha, se pravi, izgubimo tisto, kar je v literaturi dobro, ne tisto napetost med antagonistom in protagonistom. Ko sta si tako različna, da ustvarjata neko napetost, ki je tako odlična. Ja. Pa še eno vprašanje vam je, kako pričas, no, res tako hitro. Od tistih, ki ste brali, katerih dvojnika bi pa izpostavili? Ne, ko se ti dvojniki srečajo, imajo vsak svojo zgodbo, ali pa se tudi ne srečajo, ker je kdo prej umrl. Ampak a vam je kakšen lik posebej ostal v spominu in zakaj? Ampak mislim prav to srečanje z dvojnikom. Je bilo kakšno? Meni je vsekakor ta pisateljska zgodba, ne, mislim, da pridem iz letala nekoč dol in je nekoč en dvojnik pred mano že vse ustvaril, ne, napisal odličen roman, me odrešil enega dela in hkrati naredil to delo perfektno, to se mi je zdela kar dobra ideja, ne. Tako, je originalna tudi, no, tako sem jo rekel, Mislim, meni so bili vsi teli liki, ki so bili predstavljeni, so mi bili ful všeč. Bi pa mogla izpostaviti, bi pa izpostavila Lucy, ampak ne na dobri strani, ampak na slabi, ker mi res ni bila všeč. Tudi kot oseba, tudi kako se je spopadla s svojo dvojnico, tako pač prav težko mi je bilo brati od njih. Ja, kaj te je pri tem? Montažerka, ne? Ja. Ne vem, tako. To je samo moje mnenje, ampak na trenutke se mi je zazdela, tako ne vem, kot da se ima sebe preveč rada, pa tudi recimo tako ta Andrea, ne mu je bilo res mar za njo, ne, ampak ona je pa zmeraj razmišljala samo od sebe, ne, pa tudi od tistega njenega sina. In pač pol sploh ni dala niti priložnosti nekomu, ne, da bi jo lahko imel rad in je kar hodila recimo k drugim pač moškim, medtem ko je bilo nekomu res mar za njo, ne, in to mi pač res ni bilo všeč. Ja, podoba človeka, ki drugemu ne dopusti, da bi ga lahko imel rad, oziroma da bi nastal nek globi tak odnos, ja. Kaj šele z dvojnikom konec koncev potem. Ja, pri njej je to kar. Evo za konec, to so v bistvu vprašanja, ni nujno, da imamo vsi odgovor, ampak moj namen je samo jih tako malo dati v zrak, pa posejati, je pa kako konec romana je nenavaden. Tako pravijo, da konec je vedno ena skupni dogovor med bralcem pa pisateljem, da je to res konec. To je v bistvu edina točka, kjer oba vesta, da je točno to, kar je pisatelj mislil, točno to bralec razume. Pač pika pomeni konec. Vse ostalo lahko razpravljamo, je mislil to, je mislil ono, je hotel povedati to, ne, konec je konec. Tukaj pa ni pike. Vse ne v takem klasičnem smislu, kot je mi poznamo. Pisatelj mislim, da je tako rekel, da je kot peščena ura, ki se na koncu usiplje. Kako ste doživeli ta konec? Ja, Nana, kako si ga ti doživela? Ja, meni tako v zadnje poglavje, ne vem, se mi zdi, da mi ni bil toliko všeč. Po mojem, zato ker je tako dost nerazumljiv in še zmeraj ne vem točno, kaj je mišljen bilo. In se mi zdi, da če bi se končal s predzadnjim poglavjem, bi bilo tako zelo logično pa vse. Ampak zadnje poglavje pa tako odpre zelo veliko enih vprašanj in
tako, kaj se je pol zgodilo, ker še tretji avion je bil, pa vse se je nekaj tresalo in tako, po eni strani mi je všeč, ker odpre vprašanja za razmišljati pa vse, ampak po drugi strani pa tako, ne vem, težko razumeti. Ampak pa še ta na koncu, ke so te črke tako v tej peščeni uri obliki. Ja. Ne vem, to mi pa tako, se mi zdi, da mi gre malo na živce, ker izgleda, kot da so besede, pa vmes manjkajo posamezne črke in me zelo moti, da ne morem prebrati vseh besed in Ja, če ne še nekaj vem. povem, on konča na koncu v francoščini fin, a ne, ki pomeni konec, ampak in pomeni pa tudi v pa začetek. To je sploh nemogoče prevesti. Ja, ampak nekaj ti je šlo na živce, ponavadi kaj hočemo pri zgodbi pri koncu, da se konča, a ne, ali je Ja, pa saj me ne na motijo tak odprti način, konci, samo tukaj se mi zdi tako toliko odprt, da nekako nima toliko smisla več. Oziroma, mogoče ga ima, samo nekako še nisem ugotovila, ne vem. Okej. Ja, saj ne vem, če znam z besedami dobro povedati, tudi odprti konec je nekake vrste nekaj se zaključi, a ne, in potem se ampak tukaj pa lahko izdam pisatelja, sem bral intervju z njim, mi je bilo zanimivo, da je on prav užival v tem, je rekel, 5 strani pred koncem bo vse nerazrešeno in bralci bodo v napetosti, ker bodo čakali, kako bom jaz to rešil v zadnjih 5 straneh. In ne bom. Tukaj se naigra tudi z enim pričakovanjem. Hvala, Nana. Mislim, da Emily je roka. Izvoli. Jaz bi se strinjala, da je zadnje poglavje bilo ful prehitro napisano, glede na prejšnja, oziroma na celo knjigo, ke je čisto vse osebe v tako eni strani ali pa celo manj napisal, prej si pa vzel celo knjigo za ful razloži njihove zgodbe. Pol pa glede na to zadnjo stran, ke je pač so črke malo namešane, preden sem dejansko prišla do konca, sem po nesreči pač odprla na tej zadnji strani in sem mislila, da je tako to mišljeno podrtje te simulacije oziroma te teorije, ke so jo omenjali. Ja. Da nekako hoče prikazati, to je bila v bistvu res simulacija in zdaj se je podrla, zato ker so prišli do konca in je kao ta poskus je bil dokazan oziroma so dobili rezultate. Ja, bravo, to je še ena zelo v bistvu ena najbolj pogostih interpretacij, da se je ta vzporedni svet, a ne več jih je bilo, med katerim so te letale prehajala, da se je sesul. Tako, ja. Dunja, hvala. Dunja, a imaš še roko? Ne, prej si me vmes videl. isto stvar kot Emilija. Kako? Aha, da je vzporedni, mislim, da se je svet sesul. No, fino, ja. To je možno. A bi torej konec, a je kdo razmišljal, bi drugače napisal konec? Bi imel tako, oziroma ima idejo, kako bi zašpilil na koncu? No, bomo pustili. Ja, sicer vidim, da je čas, a ne, kako je to hitro minilo. Hvala za tole razpravo. Jaz upam, da so vprašanja ostala, pa da boste na njih še odgovarjali. Mogoče pač to najbolj pomembno vprašanje, pa tisto, kar si želim, da res premislimo, je, kako je srečati našega dvojnika. To mislim, da ta knjiga vse skozi postavlja, ampak ne kot ogledalo. Prav, kaj bi bilo, če se naša identiteta, za katero verjamemo, da je zelo edinstvena, unikatna, posebna, nenadoma iz nje nastanejo kot piksne. Če gledate kakšno sliko Andy Warhola, on je te slike svoje, jih je kar štancal, kot se reče, po 10, 20, 30 in je malo načenjal to našo, potrošništvo načenja pogosto to našo edinstvenost. Včasih je krojač naredil eno obliko, kovač je nekaj skoval, vse je bilo unikatno. Tega danes ni več in vprašanje je tudi, koliko smo mi sploh še unikatni, ali se lahko ti naši dvojniki, trojniki kar štancajo in bomo vsi enakovredni. To je ena ideja, ki ponavadi kar povzroča vsaj tesnobo, če ne drugega. Izvolite, Anja. O tem je pa tudi že v 90-ih letih, se mi zdi, bila napisana ena knjiga, en mladinski roman z naslovom Kopija, če ste brali. Ena ženska je brala. Gre pa za podvojitev DNK-ja namenoma, ena pianistka, ki ve, da je
hudo bolna in da ne bo več mogla igrati, vrhunska pianistka, ustvari svojo lastno kopijo, ki postane njena hči. In težave z identiteto tega otroka. Ja, seveda, ja. Je to v zraku, to vprašanje, ja? Kaj z našo, mislim, da je eno res osrednjih vprašanj tega romana, kaj sploh z našo identiteto? A je sploh kaj posebnega, unikatnega in če ni, kaj potem? Ker na tem temeljimo, vse od romantike naprej, ne? Na te unikatnosti, posebnosti, mi smo nič nam ni podobno, pa nam je. A Katja, ste imeli še vi roko? Ja. Če ne, ja bom pa zdaj... Ja, jaz sem hotela samo, a so res to dvojniki? Povejte, a je možno, da dve osebi enako razmišljata? Jaz pa mislim, da ne, da so bile vse te osebe različne. V tem literarnem eksperimentu sta bile na eni točki popolnoma identični, a ne, potem se seveda začnejo ločiti po pristanku, a ne. Ima vsaka svojo zgodbo. Ena pristane malo prej, ampak je pa ta podobnost osupljiva, a ne. To že, samo dogodki, ki te zaznamujejo, vsak je doživel svojega in se potem različno razvija v teh 3 mesecih. Tako je, ampak recimo, da jaz zdaj nekoga srečam, ki ima 50 let isto zgodovino, iste spomine na otroštvo, iste sorodnike, iste travme, iste veselja. Toliko je skupnega, seveda bi se poti ločili, ampak nekaj v tej unikatnosti nas ta knjiga preizprašuje, na kateri dostikrat temeljimo svojo identiteto. Kaj je to sploh identiteta potem? Ja, potem se pa ločijo, seveda, vsaka ima svojo zgodbo, ne, po pristanku. Tako da popolnoma, ja, da bi pa zgodbe tekle vzporedno, tega pa ni, ja. Oziroma, še počakajmo, mogoče bo kdo imel idejo za tak roman. Evo, hvala vam. Jaz zdaj zaključujem, ker spoštujem vaš čas, jaz upam, da se potem srečamo. Še enkrat, zelo mi je bilo zanimivo, sploh bomo nadaljevali. Torej, še enkrat za anomalijo, potem gremo pa že bomo videli, kdo bo zdaj izbran, ne. Za zdaj, kot si rekla Sabina, Kremeljski mag mu najbolje kaže. Zdaj enkrat Kremeljski mag, drugače pa mene res zanima, če se vam ljubi, pa če se vam zdi v redu, kolikim od vas je bila pa knjiga všeč, ali lahko roke dvignete? Ja, to je dobro, ja. To mi je čisto zaradi tega, da se malo vidimo, no, da vidimo, da... Okej. To se pravi, vendarle je nekaj, no, kar je recimo, no, zanimivo za branje, a ne? Če se bom ponovil, Sabina, mislim, sem že zadnjič povedal, 2 zanimivosti sta pri knjigah. Ene knjige se zelo dobro berejo, pa so zanimive, ene knjige se mogoče ne berejo tako dobro, ampak dobro vprašanje odpirajo. In anomalija mi je bolj šla v to drugo smer. Kot sama zgodba, da se mora včasih malo pomatrati, ampak vprašanje, ki jih je pa odpirala, pa v meni zbujala, je bilo pa tisto, kar je bilo fajn. Ja. Bi vas pa zdaj še enkrat pozvala, no, dajte poskusite vsaj oblikovati svoje mnenje, saj lahko to storite na katerikoli način, mogoče čisto malo tako, no, da premislite, Klemen bo tako, oziroma bomo dali tudi neke smernice bomo tudi na spletni strani objavili, no, kako recimo se sploh lotiti oblikovati enega tajega mnenja, ampak nam je bilo pa strašno fino, no, če bi sami poskušali, se pravi, kakorkoli, lahko tudi na naš mail knjige brati, lahko na naši spletni strani, vendarle malo mogoče to spraviti v ene take malo bolj povezane misli, Klemen. Nekaj vprašanj, jih bom ponovil ali pa jih že dal, eno je, kako bi napisali konec, če vam ni bil blizu, ali pa kako bi ga razumeli. Mogoče zelo kratke prispevke, kako razumem konec, je bil fajn. Kot je razpad sporednega sveta, kot ne konec. Potem dvojnik, kaj pomeni pojav dvojnika v naših življenjih, v literaturi. Lahko tudi kakšen film primerjate, ko sem omenil, ali pa kakšno knjigo, veliko jih je bilo naštetih. Mogoče lahko izpostavite kakšnega dvojnika, ki vam je bil posebej blizu v tem romanu in zakaj. Kar nekaj vprašanja, lahko jih jaz potem povzamem, recimo jutri Sabina ti jih pošljem, recimo da pojutrišnjem video, in jih pošljemo in imate in mi bomo to pogledali, delili, komentirali, tako sprožili razpravo in upamo, da boste potem še komu drugemu sprožili zanimanje za take vprašanje identitete, kot je to, kaj pa, če sploh nismo nič kaj unikatnega, če nismo nič kaj posebnega.
Bomo pa potem tudi na naši spletni strani tam pri kritikah ta vprašanja dodali, no, da ne bojo samo na kanalih. Ja. Pa še eno željo imam, meni je bilo seveda zanimivo, si pa želim, da je tudi vam, tako da vem, danes smo se malo bolj spoznali, vaše vprašanje, vaše ideje, zelo so zaželene in dobrodošle. Vse, kar poveča tole dinamiko in vseeno, tako čestitam pa za pogum, jaz vem, pa mlajšim, da se ni kar tako lahko izpostaviti. Tako da hvala in čestitke. In če vam je nerodno se predstavljati svojim pravim imenom, lahko si naredite tudi kakšnega avatarja, pa drugo ime. Gre bolj za to, no, da nekako res mogoče odpiramo neke razprave. Ja, idejo smo že dali, lahko ste svoj literarni junak, dajte sliko njegovo, pa njegovo ime, pa lahko govorite skozi njegova usta, prav? Samo da imamo stik. Tem pa hvala, pa dobite, Sabina pošlje še ta razpored, kako bo potekalo, glasujemo za knjigo, pošljemo vprašanja in zelo veseli bomo teh vaših različnih prispevkov na kakršenkoli način to bo. Verjamem, da bo originalno. Hvala. Hvala. Če nočete brati o Putinu oziroma o sodobni realnosti, potem imate še 2 dni, da prevlada kakšna druga knjiga. Drugače se vam zahvaljujem, posnetek bomo tudi objavili na YouTube, sicer se pa seveda javimo in se vidimo potem 4. novembra. Hvala lepa. Tudi ta Putin bo ekstra zanimiv. Hvala. Hvala. Adijo. Adijo. Adijo.